Žal se vsi staramo, razen Helene Blagne, in tako se en dan zaveš, da poznaš imena vseh sester in vseh zdravnikov v zdravstvenem domu in da z dejanskim zanimanjem ti poslušaš te zgodbe o Išiasu v čakalnici. Ne? In takrat ti veš, končno si star, bolnik za polni delovni čas, profesionalni pacient. In dileme o bistvu življenja, hrani, seksu, naenkrat zamenjajo bolj konkretna vprašanja. Kakšna je razlika med redno, hitro in nujno napotnico in zakaj imam ravno jaz napačno? Ali te bo operiral nek super fajn, sposoben mlad kirurg ali nek XY tip, ki je ravno izgubil službo v MIP-u? Te bo reševalc lahko pripeljal do bolnice do pravi čas ali si se zeznil, ker si pač kupil stanovanje v Markovcih? Ne veš. Milijoni se vsako leto dajejo v opremo bolnišnic. Ne? Približno 15% naših bruto plač gre v zdravstvo, naše bolnice pa še vedno izgledajo kot indijske železniške postaje. Z malo manj podganami, ampak enako dolgimi čakalnimi dobami. Ne? Ampak dobro, jasno je, da se s tem denarjem ne ravna vedno najbolj gospodarno. Bolj preplačana od pediatrične klinike v Ljubljani je samo še Daniela na novoletnih koncertih.